posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Ni pomembno, kaj se zgodi v vašem življenju, ni pomembno, kaj vam pride naproti, niso pomembni izzivi, ki jih imate. Kajti vi lahko storite vse, kar morate storiti v svojem življenju, po Jezusu Kristusu, ki vam daje moč. Bog nam nikoli ni obljubil življenja brez težav, vendar nam je obljubil, da nas ne bo nikoli zapustil ali pozabil. Ni potrebno, da živim v strahu. Bog je na moji strani in Bogu bom predal svoje probleme, zaupal se bom v njegovo varstvo in se bom veselil svojega življenja, medtem ko se Bog ukvarja z mojimi problemi. Ne bojte se stvari. Naučite se živeti svoje življenje dan za dnem. Zaupajte v Boga. Sveto pismo pravi, da vas je Bog namenoma izbral, ker vas je ljubil. Vsak dan vašega življenja je bil zapisan v knjigo življenja, še preden ste sploh začeli dihati. On pozna vsako vašo odločitev, ki jo boste storili in še vedno pravi, brezpogojno te ljubim, nikoli ne bom obupal nad tabo, pomagal ti bom, gledal nate in te pazil. Bog te ljubi. Naj vam nekaj povem. Ko ste v najtemnejšem breznu, vas Bog še vedno opazuje in Božja roka ni prekratka, da bi vas dosegla v najtemnejšem breznu in vas iz tega osvobodila. To, kar sedaj prestajate, je le trenutek življenja. To ne bo večno trajalo, tudi to bo minilo. Ni pomembno, kako izgleda, ni pomembno, kako se počutim, ni važno, kako dolgo vse to traja. Ne bo trajalo večno, nekoč bo to minilo. Nikar ne odnehajte v letih tišine, Bog bo nenadoma prodrl. Vendar jaz vem in se zavedam, da je Božja beseda resnična. On spreminja življenja in ti podarja dostojanstveno življenje, ne glede na to, kaj nam je kdorkoli storil ali nam rekel, ne glede na to, kaj se nam je zgodilo. Vi niste brez moči, kajti tukaj je živi Bog, ki vas osebno ljubi in vam želi pomagati. On vas ljubi. Ko se vi sami napotite tja dol, se vse dotika vprašanja o Jezusu. Vse se vrti okrog njega. Veliko let sem poučevala na različnih krajih, kako imeti dober odnos do Boga, do sebe in do drugih ljudi. Tako sem izbrala najboljše dele različnih predavanj in jih sestavila v predavanje, kjer so poudarjena različna področja osebnega odnosa. Ko boste končali gledati oddajo, zakaj ne bi šli na mojo internetno stran, Facebook ali Twitter, ter mi sporočili, kateri del vam je bil najbolj všeč. Zelo rada bi izvedela, kaj si mislite. Vi veste, ko stopite v oseben odnos z Bogom po Jezusu Kristusu, naj vam samo povem, da Jezus ni umrl zato, da bi mi imeli religijo. To je prva stvar, ki jo moramo vsi vedeti. Religija govori o zakonih in pravilih, ki naj bi jih izpolnjevali, da bi prišli do Boga. Vendar pa sloni resničen odnos z Bogom na tem, kar je Jezus storil in nam tako pokazal, da mi ne bomo nikoli dovolj dobri, da bi si ta odnos z Bogom zaslužili. Ko torej vstopimo v oseben odnos z Bogom, se uresniči najboljša izmenjava na svetu. Mi mu moramo dati vse, kar imamo. Ponavadi to ni skoraj nič. To so le naše skrbi, težave, naše muke, trpljenje, beda, naša zlomljena srca, grehi. In on nam v resnici da vse, kar ima in vse, kar je. On tega ne stori, ker smo mi tako dobri ali ker bi si to zaslužili. Pravzaprav to stori tedaj, ko pridemo do točke in priznamo, da smo brez njega v veliki zmešnjavi.
V nas je nagnjenje, da bi bili neodvisni. Želimo se počutiti glede na to, koliko smo zaslužili ali koliko smo vredni, odraščali smo v takšnem okolju. Vendar pa v Božji ekonomiji prihaja vse z milostjo in to po veri. Tudi vaša čudovita vera ne odtehta cene, da bi od Boga kupili blagoslove. Vaša vera je roka, ki enostavno prejme, kar je Jezus že plačal za nas. Sveto pismo pravi, vsi so grešili. Prav vsi so grešili. Nočem, da bi mislili, da ste naredili preveč slabega in da je za vas prepozno, ker ste grešili 35, 40 ali 50 let. Mislim, da če ste zelo zakrknjen grešnik, niste nič slabši v Gospodovih očeh, kakor nekdo, ki bi mogoče pravkar storil svoj prvi greh. On, ki ni poznal greha, je zaradi nas postal greh, da bi mi postali Božja pravičnost v njem. Naj vam sedaj pokažem, kako to deluje. Ali lahko dobim svoj plašč greha? Vsa sem zvezana z verigami in vrvmi. To je moj plašč greha. Vse je velika zmešnjava, vse je raztrgano. Umazanje in prašen. To je moje življenje. Imam ta težka, neznosna bremena, brez upanja, z velikim strahom, depresijo, brez poguma in vsakovrstno bedo, ki si jo lahko pridobite. Vse to bom ohranila, razen če nisem pripravljena, da se ponižam pred Bogom in skliknem: "O, moj Bog, pomagaj mi!" In ko to izrečem, se zgodi nekaj čudovitega. Tukaj sem samo zate. David sedaj samo igra, da je Bog, verjemite mi, on ni Bog. Pridi sem. Vendar rada imam to, kajti zgodi se ravno sledeče. Ta primer uporabljam vse povsod po svetu in ljudje ga razumejo. Kajti mnogi ljudje si tako zelo prizadevajo, da bi bili pravični in se ne zavedajo, da so že ustvarjeni pravični. Na to se morajo samo naučiti, kako živeti iz te pravičnosti navzven. Kaj se torej zgodi, ko rečem: "Bog, tako žal mi je za življenje, ki sem ga preživela. Vem, da brez tebe živim v zmešnjavi, grešnik sem, sama si ne morem pomagati. A bi mi prosim pomagal, odpusti moje grehe." Na to on prevzame moje grehe, podari pa mi svojo pravičnost. Če po pravici priznam, je plašč nekoliko prevelik zame. In to je namenoma, kajti v trenutku, ko prejmete Božjo pravičnost, ste z njo tako preplavljeni, da si niti ne morete misliti. Vendar pa preostali del svoje življenjske poti prehodimo z Bogom. Vse ostale dneve rastemo v to, kar nam je Bog že dal v naši notranjosti. Učimo se živeti iz notranjosti navzven. Amen. Ko me je Bog poklical v misijonsko službo, je bilo prvo sporočilo, ki sem ga izgovorila, ljubezen. Ko sem ga vprašala, o čem naj bi govorila, je rekel: "Želim, da poveš mojemu ljudstvu, da jih ljubim." Rekla sem mu: "Nočem imeti majhne nedeljske šole. Jezus te ljubi, Jezus te ljubi, to vem, vsi to vedo." Rekel je: ne vedo, če bi vedeli, se ne bi tako obnašali. Kajti Sveto pismo govori o ljubezni, o popolni, brezpogojni Božji ljubezni, da vas on ne bo nikoli nehal ljubiti, ter da tako lahko prete strahu v svojem življenju. To je zdravilo, ki lahko zdravi vaše zlomljeno srce. To je zdravilo, ki lahko ublaži bolečino, ki ste jo pridobili ob zavrnitvi. To je zdravilo, ki bo zdravilo zapuščene. Kajti če ste v življenju doživeli zapuščenost od ljudi, je Bog rekel: "Nikoli te ne bom zapustil ali pozabil." Ali mora mati pozabiti svojega otroka? In tudi, če bi ga ona zapustila, te jaz ne bom zapustil. Ko veste za Božjo ljubezen, jaz ne govorim, kakor da bi o tem bila samo poučena, ampak govorim o tem, ker vem in sem prepričana. V pismu Rimljanom 8. poglavje ne govori samo o tem, da smo več kakor zavojevalci. Mi smo več kakor zavojevalci po Kristusu, ki nas ljubi. Če ne veste za to Božjo ljubezen, potem ne morete ničesar storiti in osvojiti. Naslednja stvar je, da se naučite misliti nekaj z namenom. Bog me brezpogojno ljubi. Bog me ljubi. 50-krat na dan hočem, da si na glas izrečete: Bog me ljubi. Poudarite: Bog me ljubi.
Bog ljubi mene. Bog me ljubi. Poglejte se v ogledalo in izrecite, Bog mene brezpogojno ljubi. On vas ljubi namenoma. Bog ni zavozil z vami, ampak vas je glede na pismo Efežanom 1:4 izvolil. Bog nas je izvolil, ker nas ljubi. Ko se zavedate, da vas Bog ljubi, pridobite vrednost. Čutite, da imate svoj namen. Počutite se sprejeti in ne zavrženi. Ko veste, da vas Bog ljubi, ni tako enostavno za Satana, da vas vsak dan obsodi s krivdo. Ne vem, ali ste opazili ali ne, ampak hudič ima rad, da vas sprašujejo po vaši identiteti v Kristusu. Če si Božji otrok, zakaj se ti dogajajo vse te slabe stvari? Če te Bog zares ljubi, zakaj imaš potem vse te probleme v svojem življenju? Če te Bog zares ljubi, zakaj potem ni odgovoril na tvoje molitve zadnjih 10 let? In najslabša stvar je, da začnete premišljevati o tem, kar je rekel hudič. To se je zgodilo Evi. Ona je začela misliti na to, kar je izrekla kača. No, dobro, ti to dobro veš, ne pa jaz. To jabolko zgleda precej dobro. Sprašujem se, zakaj bi se Bog vznemirjal, če bi ga poskusila. In vsi vemo, kakšna zmešnjava se je začela s tem. Naredite odločitev, to je to. Danes bom začela spreminjati svoj in mi ni prav nič mar, kako dolgo bo trajalo. Ne bom več mislila, kakor da živim na smetišču. Bog je na moji strani. On ima dober načrt za moje življenje in jaz bom obnovila svoj z Božjo besedo. Apostol Pavel je vneto molil za svojo cerkev. Najprej je molil, da bi ljudje poznali Boga. Najbolj važna stvar za vse nas je, da poznamo Boga. Ne samo, da hodimo v cerkev, ampak da poznamo Boga. Da ga zares spoznamo. Da poznamo njegov značaj, da vemo, kaj lahko pričakujemo od njega, da lahko vemo, kaj bo storil, kako deluje v vašem življenju in kako deluje sovražnik. Boga morate poznati. In to vzame kar nekoliko časa, da ga spoznate. Drugič, on je rekel, da lahko spoznate, kaj je vaše, kakor vernik. Na tem bom danes gradila in vam pomagala se zavedati, kaj vam pripada kot vernikom in da imate moč. Zaradi dejstva, da smo Božji otroci, smo prejeli tudi moč. Bog nikoli ne pričakuje, da živimo v tem svetu brez moči. On nam je dal moč. Najslabotni rečejo, jaz sem močan. Vi ste več kakor zavojevalci. Vi pripadate njemu. Vi ste že zmagali. In še enkrat zmagali nad predstavniki Antikrista. Mi se ne bojujemo s hudičem, on je že pod našimi nogami. Težava je ta, da se ne zavedamo, kdo smo, tako mu ne pokažemo, kdo smo in tako izkoristi prednost. In nas izkoristi, kaj ti ljudje propadajo, ne da bi se tega zavedali. Koliko let je minilo, ko sem hodila v cerkev in nazaj domov vsak teden, pa je moje življenje ostalo patetično. Vendar sem ljubila Boga, verjela sem, da bi prišla v nebesa, če bi umrla. Vendar tukaj si ne bi izborila nobene zmage in ostala bi sama, ne da bi uporabila svoje življenje v pomoč drugim ljudem. Hudič nima rad, da zveste resnico. On noče, da bi vedeli, kdo ste v Kristusu. On noče, da bi se zavedali, da imate moč in avtoriteto kot vernik v Jezusa Kristusa. On vas hoče pustiti na cedilu. Eden izmed citatov pravi, da je sovražnik prišel, da bi nas pomanjšal. Satan hoče pomanjšati vernike in jih narediti z majhnim umom, majhnim duhom in majhno dušo. Vendar mi pripadamo Bogu. Wow. Mi pripadamo njemu. Aleluja.
Vidite, vi ste si že pridobili bolj jasen pogled. Mi pripadamo njemu. Ampak imam toliko problemov. Zakaj ne nehate misliti in govoriti o svojih problemih vsaj za tako dolgo, da lahko malo pomislite na Boga in se zaveste, kdo ste v Kristusu, ter kakšno prihodnost vam naklanja. Kar sedaj prenašate, le trenutni položaj, ne bo trajalo večno, to bo minilo. Minilo bo. Prav kmalu se bo to zgodilo. V to morate verovati. Verjela bom po veri, po Božji besedi, preden bom sploh to doživela. Naprimer, Bog nas napravi pravične po Jezusu Kristusu. V Svetem pismu je rečeno, da smo postali pravični v Bogu po Kristusu. Tako ne smemo začeti verjeti, da nimamo prav, ampak da v Bogu imamo prav. Tako po veri verjamem, da sem bila ustvarjena pravična v Bogu, da je v naš duh posadil seme pravičnosti. Tako sem po Božjem čudežu v svoji notranjosti pridobila seme in če ga zalivam in dopustim, da raste, se bom nekega dne začela pravilno vesti. Bolj ko v to verjamem, bolj sem pravična, bolj pravično bom ravnala. Bolj ko v to verjamem, bolj pravična postajam. In bolj ko v to verjamem, bolj pravično se obnašam in bolj prav ravnam. Zavedam se, da to ni v Božji besedi, ampak v sodelovanju z njo. Vendar kaj se zgodi? Naredimo eno napako in hudič nam reče, ti nisi v redu. In ti ponoviš, jaz nisem v redu, a ne govorim resnice. Naredimo napako in potem ves teden živimo z občutkom krivde in obsodbe. Na to se končno zravnamo, potreben je bil cel tovornjak kristjanov, da so nas zravnali. Ponovno potrebujemo spodbude, nasvete, molitve, izganjanje hudih duhov in ko končno pridemo skozi spet, se nekaj zgodi in ponovno nismo v redu. Mislim, da ima Bog polne roke dela z nami, da bi nas navadil na kakšno drugo držo, kakor to, da se imamo zakupne sreče. Tudi mi smo na tem svetu, kakor on. Mi smo več kakor zavojevalci. Preložite vse svoje skrbi nanj, kajti on skrbi za vas. Naj vam nekaj povem. Če bi slišali, da je v mestu neko podjetje, kjer plačaš $500 in oni bodo prevzeli vse vaše probleme, mi bi se vsi postavili v vrsto in jim plačali, da bi prevzeli oni naše probleme. In mi bi to storili v obupnem upanju, da bi to morda zares delovalo. Napotili bi se tja in rekli, to so moji problemi, to in tole, vse vam dam. In tu je $500, vzemite jih, prosim. Vendar vse to lahko preložite na Boga vsak dan in to zastonj. Vendar edina stvar, da to lahko storimo, je, da se ponižamo pod mogočno Božjo roko. V Petrovem pismu beremo, da se moramo ponižati pod mogočno Božjo roko, da vas ob primernem času poviša. Naslednja vrstica pravi, da prenesemo vse svoje skrbi nanj, kajti on skrbi za vas. Ne moremo se otresti skrbi, dokler smo tako ponosni, da mislimo sami rešiti vse svoje probleme. Moramo se zavedati, da je zaupanje v Boga največji privilegij, ki ga imamo. Zaupati v Boga je takšna čast, da lahko rečemo, ni važno, kakšne težave imam v svojem življenju, zaupati moram v Boga. Bog me ljubi. Ni mi treba živeti v strahu. Bog je na moji strani, zato mu bom predal svoje probleme ter šel in se veselil življenja, medtem ko Bog dela na moje situaciji. Moramo se naučiti, kako zaupati Bogu in da ne poskušamo ugotoviti izvora stvari ter ves čas o tem skrbeti. Rada bi vas pripeljala do točke, da bi vaš samodejen odgovor na težave postal, jaz zaupam Bogu. Torej, takoj, ko imate težavo, ni nič drugega, kar najprej storite. Prva stvar, ki jo morate imeti, je misel, jaz zaupam Bogu. A ste slišali, da bodo v podjetju začeli odpuščati? Jaz zaupam Bogu. Jaz mu zaupam, da mi pomaga ohraniti to delo ali če ga izgubim, da mi priskrbi boljše. Jaz zaupam Bogu.
A si slišal, da so delnice na borzi drastično padle? Ja, zaupam Bogu. Dobiš slab izid od zdravnika? Zaupam Bogu. Ni mi mar, kaj vidim in kako se stvari kažejo, ko potrebujem preboj v življenju in moj začne tako razmišljati, da bi to razvozlal, samo rečem, Bog, hvala ti, da ti prav sedaj delaš. Ničesar ne vidim, nič ne čutim, vendar se ti zahvaljujem za tvoje delovanje. Molil sem in tisti trenutek, ko sem molil, si začel delovati in tako bom videl tvojo zmago. Hudič pa vam hoče reči, nič ne zgleda, da bi tvoj Bog kaj deloval. Ne vem, kaj je narobe. Ne vem, zakaj Bog nič ne stori. Bog dela na skrivnem. In če nič ne vidite, to ne pomeni, da nič ne dela. On je delal 9 mesecev na vsakem izmed nas, preden nas je sploh lahko kdo videl. Včasih pa traja veliko več. Zakaj ne tleskne z rokami? Zakaj mi ne pokukamo zraven, da bi lahko gledali? Zato, ker Bog želi delati stvari na skrivnem in Bog dela na vaših problemih na skrivnem. On dela na vaših okoliščinah, on nekaj rojeva. Že zaradi tega, ker vi ne morete videti, še ne pomeni, da on ne dela nič. Potem pa kar naenkrat, pride odgovor. To vam hočem reči, ker vem, da mnogi izmed vas imate boleče stvari v svojem življenju. Doživljate bolečino iz preteklosti, boleče stvari doživljate prav sedaj, razočarani ste, zavrgli ste upanje in pričakovanje, vendar vas želim zares spodbuditi, da je Bog vaš odgovor. Mogoče čutite, da ste bili razočarani z Bogom, ker ste ga prosili nekatere stvari ali pa ste molili za nekatere stvari in se niso zgodile. Vendar vi veste, da Božji načrt ni vedno naš načrt in njegova pota niso naša pota, njegov čas ni naš čas. Jaz čutim, da bi vas zares morala vzpodbuditi, da je Bog naš odgovor in njegova beseda vam nudi odgovor. Ni samo to, da ga prosimo za pomoč, ampak da se naučimo brati Božjo besedo, kajti če ne poznamo Božje besede, potem ne moremo spoznati Božjih poti. V začetku je bila Božja beseda. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Ona je bila v začetku pri Bogu in vse je nastalo po njej in brez nje ni nič nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudem. Ali veste, kaj to pomeni? To je luč. Vsakič, ko prinesete luč v vašo osebno temo, tema ne more obstati, kamor postavite luč. Luč Božje besede bo uničila temo v vašem umu, v vaših čustvih, temo v vaši preteklosti, v vaših financah, v vaših odnosih. To je resnična knjiga z resničnimi odgovori za resnične ljudi, da se zavedo, kdo so v Kristusu. Ne dopustite hudiču, da bi vam kradel, vas zavajal, vam lagal in vas goljufal. Kajti vi veste, da niste ustvarjeni za krivdo in vam ni potrebno živeti v obsodbi preostanek življenja. Za vas je pomembno, da se zavedate, da vas Bog ljubi, pa če to čutite ali ne. Za vas je pomembno, da se zavedate dobrega Božjega načrta za vaše življenje, pa če to čutite ali ne. Ni važno, kaj pravi svet, vi veste, kaj pravi Bog. Morate napraviti odločitev in v to verovati. Danes morate določiti, da vas nič ne bo prestavilo od tega. Tukaj stojim in ne bom se premaknila. Amen. Tudi če ste občasno prav tam, kjer se počutite kot ovca, ki jo peljejo v zakol in ne razumete niti ene stvari, ki se vam dogaja v življenju, se lahko bolj poglobite v vednost srca, ne da bi to umsko razumeli. Vidite, te stvari gredo v vaše srce. In vi veste za stvari, ki jih vaš razum ne bo sprejel. Če imate glavobol, si poiščite aspirin. Če se urežete, si povijete rano. Če pa je bolana vaša duša, dajte no, če ste izgubili veselje, če ste izgubili upanje, če vas je kdo ranil in se tako jezite, da ne veste, če boste lahko kadarkoli to premagali. Potem vam aspirin, tablete za živce in obliži ne bodo pomagali tega odpraviti, vendar je za vas rešitev. In ta rešitev je prav tukaj.
v Božji besedi. Molim, da bi na nek način razdelila to sporočilo med vas, da bodo tudi tisti, ki tega ne razumejo, razumeli. Kajti pomoč in ozdravljenje je v Božji besedi, upanje in primirne spremembe v življenju. Vse je v Božji besedi, samo poskusite. Jaz sem si upala poskusiti. Naslednjič, ko se počutite brez koristi, brez upanja, brez občutka, da vas ima kdo rad ali da je komu mar za vas, se napotite k psalmom po spodbudo. To naj bo vsako jutro vaša prva stvar, kajti povem vam, hudič me zasleduje in jaz potrebujem spodbude. Recimo, da ste nekoliko malodušni. Psalm 139. Kam naj grem pred tvojim duhom, kam naj zbežim pred tvojim obličjem? Če se pospem v nebesa, si tam, če si pripravim ležišče pod zemljo, si zraven. Če bi se dvignil na perutih jutranje zore, če bi prebival na koncu morja, bi me tudi tam vodila tvoja roka, držala bi me tvoja desnica. Njegova desnica me bo vodila in varovala. Če rečem, da me bo tema zagotovo zakrila, pa tudi tema nič ne skriva pred njim. Poslušajte sedaj. Prav to vam Bog hoče povedati danes. Za Boga ni nič skrito, kajti zares ti si ustvaril moje ledvice, me stkal v telesu moje matere. Zahvaljujem se ti za vse čudeže, ker sem tako čudovito ustvarjen. Sedaj pa bodite pozorni na naslednje. V tvoji knjigi, Gospod, so zapisani vsi dnevi mojega življenja, še preden se je pojavil prvi. Bog ve, kaj se bo jutri zgodilo. In zanj ste že prejeli opravičanje. Bog ve tudi, kaj boste storili naslednje leto in vas je že opravičil. Ni vam potrebno skrbeti, kdaj boste šli v pokoj, kajti Bog ima tudi za to načrt. Hočem vas spomniti, da Bog misli na vas, on vas ima neprestano v svojih mislih. On misli na vas ves čas. Ves čas. Torej, naslednjič, ko boste mislili, da nikomur ni mar za vas, da se vas nihče ne spomni, se spomnite, da Bog misli na vas. On misli na vas prav sedaj in hoče, da imate čudovit, domač odnos z njim. V Božji besedi je življenje. Predvajana oddaja je bila plačana strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.